Dobrodošli in lepo pozdravljeni v 52. epizodi AS podcasta. Tokratna epizoda bo namenjena eni najlepših nogometnih zgodb v zadnjem obdobju in sicer zgodba o uspehu Brinja Grosuplja, zato v svoji družbi pozdravljam dva, pa lahko rečemo glavna protagonista te pravljice Grosupeljskega kluba. Tine Zupan, Denis. Goran Markovič, lepo pozdravljeni. Tine, prvič premjerno te bomo v naši vlogi spoznali tudi v drugačni vlogi, ampak še predtem vam moram razdeliti sličice. Sličice, ki gredo kot zamet v zadnjem času. Prosil bi vaju, da odpreta previdno, ker kot imamo informacije, so v dragoceni lističi v zadnjem obdobju. In vaju bom takole vprašal, glede na to, da smo v fazi začetka prestopnega roka in vam dam možnost, da si v izvajnega paketa zbereta eno potencialno okrepitev za Brinje v novi sezoni. Jaz vzamem tle vse. Van Dijka sem dobil, evo. Van Dijk bi bil okej, a? Trener. Jaz sem dobil pa same neke neznane. Jaz sem še Guardiola. Lahko same, ni od dva, pa ostalo igrajo mladinci. Jaz sem dobil Joško igralca Guardiol, pa Paname, pa Virgil van Dijk. Haiti, pa Katar. To možno. Goran, pa jaz ti tradam Kingsleyja Comana, da ste še v ofenzivnem delu živi, da bo igra 1-1 stekla. In evo, ja, moramo povedati, da vidva, sploh Tine, ki ni več v teh zbirateljskih vodah, da poteka prava euforija, kar se tiče samega zbiranja sličic. Ne samo mladi, majhni, tudi stari. In po zadnjih informacijah, ki jih imamo, se še zgolj v Medvodah dobi Petrol Medvode, zna dobiti nekaj sličic, druge je že vse razprodano, tako da dragocene sličice so, če vam kaj pomeni, lahko vzamete in mislim, da bo to dober trade lahko naredila. Prav, zdaj je sličica večji problem kot bencin, ne? Vidimo. Gre po stopinjah naftnih derivatov. Ok. Gremo v zgodbi, zaradi katere smo se zbrali. Čudovita zgodba v uspehu v zadnjem obdobju. V kateri točki sezone sta začela Tine verjeti, da je to ta sezona, ki lahko Brinje odpelje v prvo ligo? Mogoče se mi smo kar precej specifično poletje, pa potem tudi zelo dobro štartali v sezono, ki nismo niti vedeli, kje smo, kaj smo. Ta neka začetna serija zmag ti je dala tako nekega optimizma, da mogoče se pa lahko kaj dogaja. Še bolj se mi pa zdi, da so se zadeve začele v to neko resnost premikati, potem, ko se je začela soustvarjati simultano še ta pokalna zgodba, ne. Se pravi, tista tekma z Mariborom nas je še izstrelila malo v neko medijsko sfero, več se ljudi začeli zaznavati kot nekoga, ki mogoče dela neko zgodbo. In potem je, načeloma smo imeli potem tisti zadnji mesec pa pol prvega dela sezone smo bili res na hlapih, se pravi praktično na 11 igralcih in takrat, ko smo tudi videli, kako smo to karakterno speljali, nismo izgubili tekme v prvi polovici sezone in takrat nekako začneš malo čutiti verjeti, da bi pa lahko bila to sezona, ki bi se jo dalo izkoristiti in načeloma seveda pol ob vstopu ta zimski prestopni rok si se temu primerno tudi začel malo obnašati, tako da dejansko pol od zimskega premora naprej smo pa že kar nekako intenzivno delali na tem, da bi dejansko želeli pač na koncu osvojiti prvo mesto. To nam je bila neka ideja, bili smo sicer v zaostanku, ampak na ta način se nekako sezona se mi zdi lomila. No. Ampak kakšni so pa bili, Goran, cilji od samega začetka, kajti bili ste v ligi s klubom, ki je razpolagal s precej večjimi finančnimi sredstvi kot vi.
ste se odkrito spogledovali že od samega začetka oziroma je bilo prvo mesto tisto, katerega ste napadali, ali je bilo nekako tisto drugo bolj, da bi preko dodatnih kvalifikacij se potem borili za prvo ligo? Ma ne, mislim, da če povemo iskreno, je bilo tako, da prej smo mi sestavljali ekipo, je tudi prišel gospod predsednik pa je rekel, če lahko sestavimo eno najcenejših ekip v zadnjem obdobju druge lige, ne. Ker smo mi, ne vem, januarja zvedali, februarja, da smo ostali brez UEFA sredstev, na katere smo planirali, ker so bili v Evropi Celje pa Olimpija, ne. Ker do tistega trenutka pač je bila nekako ambicija, da bomo lahko vlagali tudi v mladinsko šolo in člansko ekipo, ampak nekako, ne vem, da je bilo to začetek decembra, konec novembra, smo dobili informacijo, da od naslednje sezone ta UEFA sredstva se gledajo glede na člansko moštvo, do takrat se pa to vse gledalo na, kje imaš mladinsko kategorijo oziroma ekipo v 19. Ne. In je bil to za nas v klubu velik šok. Tako da mislim, da v tem trenutku, da se jaz pa Tine mogoče tudi bila tista dva v klubu, ki sva to predsednika prepričevala, da nijemo kaj, da je treba iti čez to, da bomo pelali zgodbo, kolikor se bo dal. In potem se pravim, ta stavek nikoli ne bom pozabil, dajmo narediti eno najcenejših ekip v tej drugi ligi, tako da pa začetek priprav so začeli nekateri fanti odhajati, kljub temu, da smo imeli na začetku tako, nas je bilo 30, ne, ampak to je bilo tako 18 fantov, ki so bili stari 18, 19, 17, ki so se dejansko nepreverili fanti, ki so se lovili. Čez priprave nam je nekako uspelo to ekipo okrepiti. Mislim, da smo dobili neko tako skupino karakternih fantov, ki jih mogoče v tem trenutku denar ni zanimal, ne, ampak nekako, ker mi smo si vedno postavili cilje vsako sezono, to je pač Tine takrat upeljal, da vsako sezono dajmo dobiti večje število točkov, kar sezono pred tem, ne. Potem smo se okrepili v strokovnem štabu, tako da nekako ta zgodba se je pač začela pelati s tisto prvo zmago v Beltinci, ki smo nekako, meni zdi, da to bila prva naša zmaga gor in da potem smo se dobili kar nek veter v hrbet in pol je to, ne, kar šlo. Če se pa vrnemo še na same začetke, Tine, kako se je vse skupaj začelo, kdaj in na kakšen način je bil zastavljen projekt Brinja Grosuplja? Pa dejansko se je ta projekt začel odvijati še preden sem se jaz pridružil, se pravi, to so Goran pa sodelavci zastavili že prej na podlagi predvsem v štartu mladinske šole. Zdaj sem že skoraj 10 let zraven. Takrat smo potem imeli prvotno neke te ambicije, da najprej mladinsko šolo postavimo povsod v vseh generacijah v prvo ligo, se pravi U15 ekipa je že bila v prvi ligi, to smo pa podobno storili še z U17, U19, postali nek opazen, kredibilen klub na področju mladinskega nogometa in potem je bila nekako ta članska ekipa še zadnja stopnja razvoja. So bile pa zadeve že dobro postavljene, predvsem zaradi tega, ker ima klub, jaz sem pač imel informacije o tem, kako dobro se dela v klubu, se pravi iz strokovnega vidika, in se mi je to zdel pač nek klub, ki ima nek velik razvojni potencial. Po drugi strani je pa tudi klub, ki je blih toliko na robu Ljubljane, da ni čisto v Ljubljani, pa je v Ljubljani na nek način, tako da baziraš tudi na nek največji bazen igralcev v Sloveniji, po drugi strani imaš pa vseeno neko lokalno noto, kjer so ljudje vendarle bolj pripadni neki svoji skupnosti, kot pa to lahko zaznavamo recimo pri teh manjših klubih po Ljubljani, se pravi, imaš malo drugačen potencial in načeloma je tudi, zdaj se to videlo s prisotnostjo ljudi na finalu pokala, v končni fazi na teh zadnjih tekmah smo imeli res za naše razmere veliko gledalcev in smo se dostikrat pogovarjali zdaj v zadnjem času, pravim, da je skoraj to, koliko smo mi prebudili Grosuplje nogometno, večji uspeh od teh rezultatov, ki smo jih dosegali. A je, Goran, ta razvoj Brinja in sedaj s to krono
kot uvrstitev v prvo ligo, a je šel v skladu z pričakovanjem neko organsko rastjo kluba, ali vas je v katerikoli točki začel sami rezultati in uspehi prehitevati ta razvoj? Dobro, jaz mislim, da je ta športni del z vidika rezultatov sigurno prehitel ta infrastrukturni del in vse ostale zadeve v klubu. Ne. Jaz mislim, da še danes se mi ne zavedamo, kaj smo naredili, ne, ker mi dejansko, to je zdaj 9. sezona ali pa 10., ko smo nekako začeli ta projekt, ne, ampak takrat je bila predstava, da bomo mi umetno travo, da izboljšamo pogoje. Ne. Mi smo pa začeli s tem generacijami 2-4, 2-5, nekako to zgodbo graditi, ne, ampak zdaj malo tako povedam, meni, ko sem začel to zgodbo, nam je bil nekako cilj, da bomo mi kar najboljši turnir na svetu, da nas bo Eurošport prenašal, pa tako, to so bile take ideje, ne, to daleč tega, da bi imeli rezultatski cilj, da bomo zdaj enkrat člani igrali prvo ligo, ne. In potem, ko smo mi začeli s temi trenerji iz lokalnega okolja delati, nekako pol, ko se nam je Tine pridružil, nam je odprl drugačen pogled fuzbala. V kakšnem smislu? Pa predvsem to, ne, ta scouting nivo, ne. Ko smo mi dobili človeka, ki je pač to, kar mi trenerji nismo uspeli, je pač, zdaj če me spomnim, kako je Tine tudi prišel k nam v klub, ne, se mi je pred tem niso poznala, ne, on je prišel na eno tekmo, ko smo mi igrali z Interblokom v 15, in potem smo šli na eno pijačo, ker on poznal Boruta našega, pač človeka, ki dela v pisarni, in smo bili tam na pijači 2 urce, 3 urce, in pol, ko je on šel domov, sem ga jaz kar poklical polnoči še in so se pol pogovarjali do 2-3 zjutraj, ne. In v roku 48 ur smo se mi kar zmenili, ne, na kakšen način on vidi klub, kaj bi lahko naredili, in pač s temi izkušnjami sigurno pripomogel, da je pač šel klub v to smer, ne. Zdaj pa, da mi vse razlagali, kako smo mi prišli, pa kako smo trenirali, na kakšen način trenirali, ne, kjer vere smo vse imeli, ne, to jaz mislim, da je to neko tako res za film, ne, neko knjigo, karkoli, no, ker jaz mislim, da ni kluba v Sloveniji, lahko nekaj takega naredi. To, kar smo mi naredili na teh obratih, s temi financami, s temi ljudmi, ki so pač povezani s klubom, ne, tako da. Še enkrat ne bi šel čez to pot, no, to so se dostikrat pogovarjala, da greš zdaj nekam v tretjo ligo, v nek drug klub, pa še enkrat to začneš. S kakšnimi izkušnjami si se podal v to vlogo, oziroma kakšno znanje in kompetence si imel tistega popoldneva, ko si prišel v Grosupe gledati tisto v 15 tekmo Interblok Brinja? Jaz sem nekako pilil to, če lahko temu rečeš, znanje. Že prej, pač v času, ko sem bil najprej na Olimpiji, čeprav tista vloga moja je bila drugačna oziroma se je kar precej spreminjala v tistih 3 letih, ali koliko sem bil tam. Potem sem pa kasneje v bistvu to na nek način testiral na Interbloku, ki je takrat po odhodu Pečečnika pač padel na precej drugačen nivo, se pravi, šlo se je bolj kot ne za ukvarjanje z nogometno šolo, kar mi je takrat dal veliko na nek način možnosti, da sem se učil sam na sebi, se pravi, lahko sem testiral veliko stvari, predvsem sem pa na nek način veliko več delal, kot delam zdaj, ne, ker ko si malo mlajši, cele vikende gledaš tekme od 12-letnikov, 13 gor po vseh možnih vaseh okoli Ljubljane, ker vedno rečeš, lahko na vsakem travniku najdeš igralca, ne, in mi smo pač takrat izhajali tudi iz nekega nižjega nivoja, kot takega zdaj smo mi v Grosuplju dosegali, in v bistvu ta nek trial and error, kot rečemo, ne, se pravi, da se na napakah tudi učiš, da je bil klub vendarle za takrat Interblok še na nivoju nogometne šole na zavidljivi ravni, in si lahko pač znotraj tega se pridobil kar veliko nekega znanja, spoznal veliko ljudi, predvsem pa, se pravim, to je rudnik, ne, to je delo, ki ga moraš imeti res rad, ne, ker dejansko v tistem času to tle ni šlo za praktično finance zanemarljive, ne,
in dejansko moraš me to res rad in moraš biti malo psihopata, da se ti ljub cele vikende hoditi po teh tekmah, da mogoče na 5 tekmah vidiš nekaj zanimivega, ne? Ampak brez tega, da je veliko tega praznega hoda v temu, ko se učiš, ne moreš, po moje. Je to, če nisi mal frik glede tega, da ti to ni težko, jaz mislim, da na preprosto se nič ne da. Poleg te scouting kompetence in reference, ki si omenil pred Tinoto, zaradi česa te je še ti ne prepričal takrat v tistem nočnem pogovoru? Prvi, ker smo se toliko pogovarjali o tem fuzbalu na vse možne načine, mislim, da bi se lahko pogovarjali, sem res imel čutek tako 24 ur. O vsem, o mladinskih kategorijah, ko smo o članskem fuzbalu, o nižjih ligah, višjih ligah, top nivo, pač to znanje nogometa, ki pač me je impresioniralo, da je to pač en človek toliko veno. In vem, da prvič, to je bila sreda, in da se rekel, da se dobil v soboto, gre na kavo, on rekel, čak sem da pogledam, in mi začel razlagati, da gre gledati Črnuče Šmartno, Ivančna, Bela krajina, kva je s tabo. Mislim, to več ne delam. To zdaj ni, ampak to so, se pravim, neke te zadeve, ki Klebi še omenil, da en let predtem nam je, če se lahko tako izrazim, ukradel napadalca mladinskega, iz Brinja na Interblok je šel. Ampak se pravim, to so pač neke take zgodbe, ki jaz mislim, da začutiš to vest, da lahko nekaj gradiš, in predvsem je bil pa on človek, jaz mislim, da je bilo težko, ker se mogoče nisi imel s kom za pogovarjati, ko si imel tudi ljudi v klubu, ki so pač, je en nivo debate, si lahko njega poklical in te je razbremenil teh, lahko tako rečem, upeljal v malo više debate. Tine, po kom si se v tvoji vlogi inspiriral? Na začetku, od koga si imel inspiracijo? Pa ne bi, jaz bi celo rekel, mogoče, da sem na Olimpiji videl, kako se stvari ne smejo delati, in da se tudi mogoče iz te neke negativne konotacije lahko zelo veliko naučiš. Zdaj, da bi rekel, da sem prav sledil neki poti, bolj bi rekel, da sem v bistvu na nek način sam si probal narediti nek sistem, ki sem jaz predvideval, da je edini pravilen. Se pravi, da je pač to zbiranje informacij načeloma. Mi tudi takrat zdaj imamo veliko več tehnologije na voljo, že na tem nivoju, ko se mi ukvarjamo s tem skautingom, je to zdaj že čisto drugače, kot je bilo takrat. Takrat si ti praktično mogel vse delati v živo. In zahtevno je, ker moraš ti poznati prvo kot prvo v piko svoje selekcije, predvidevati za eno leto naprej, ker se generacije mešajo, če se ukvarja z mladinskim nogometom in tako naprej. Zdaj pa primeri teh dobrih praks na nekem visokem nivoju so zihar razni, ampak da jih ti implementiraš na nek tok osnoven nivo, kjer sem pač jaz to v štartu delal, je zelo težko. Mislim, da je predvsem veliko tega, da moraš prvo kot prvo biti malo deloholika, drugo kot drugo moraš pa tudi na drugi strani vedeti, kaj lahko pa kaj ne. In tukaj, ko na nek način prideš do nekega nivoja, nekih izkušenj, na kakšen način se ti zdi, da je to pravilno delati, pol si približno narediš neko svojo strukturo, ampak jaz mislim, da je pravilno, da si vsak naredi nek svoj model, kateri misli, da je pač optimalen za njega, in predvsem na nek način moraš imeti učne za igralca, to še vedno mislim, da velja, pa po drugi strani moraš vedeti, kako se ti on nekako vklaplja v to, kaj ti dejansko hočeš narediti. In to mislim, da zdaj v tem obdobju, v tej fazi razvoja nogometa, veliko ljudi zanima, na kaj morajo biti te skauti danes pozorni, ko opazujejo nekega igralca, kaj so bile takrat zate, pa še zdaj v končni fazi, neki glavni igralski atributi, ki si strmel za njimi? Jaz bi rekel, da verjetno v začetku, ko se ukvarjaš s tem, je osnovna napaka vsakega in je bila tudi mene, da ti predvsem gledaš igralce, ki so tehnično dobri, da znajo igrati, kot rečemo.
šele kasneje seveda vidiš, da je to sam nek zelo minimalen delček vsega celotnega kompleta, kaj igra ocene in zdaj tudi seveda še kasneje mi, da smo imeli tudi na začetku, ko smo mi sestavljali te ekipe, doskrat smo se hecali, smo imeli najbolj počasne ekipe, ki so pa največ znale, ne. In smo bili tako malo v tem smislu specifični, ker mi, da so se tudi zelo najdli na tem nivoju, kakšen želimo, da zgleda naš nek, ajde, to je zdaj tak mal popularen izraz, model igre, oziroma na kakšen način ti želiš pač kot ekipa, iz česa izhajaš in kaj gledaš, in mi, da so imela vedno neko to željo nekega tega dominantnega tehničnega nogometa, ampak to je vse, se začne bistveno spreminjati skozi leta, se pravi zdaj kasneje, jasno, vstopaš predvsem v te, da ne moreš iti pod neko mejo atletskih sposobnosti, se pravi za počasne igralce praktično ni več prostora, niti na tem nivoju, ki se ga mi gremo, vsaj približno kakšnega še potrpimo, no, ampak večinoma se tega kar izogibamo in potem jaz mislim, da je pač, če gledam, zdaj smo se pogovarjali v studiu, Paris Saint-Germain je ekipa, ki dejansko uteleša vse to, kar zdaj moderni fuzbal je. Se pravi, da so to vsi igralci, ki so hitri, vsi igralci, ki so tehnično dobri in vsi igralci, ki imajo ogromno kapaciteto teka. In zdaj, če te stvari nekako združiš, potem imaš pač robota, igrača za vse, kar hočeš, zdaj pa seveda na tem nivoju boš pa vedno eno od nekih teh treh karakteristik mogel spregledati, pa spustiti, pa mogoče jo prilagoditi na nek drugačen način, ampak jaz mislim, da je to neka osnova, kar se zdaj išče. Goran, kakšen je Tine kot sodelavec, kot športni direktor? Jaz si ga ne predstavljam, da pride ob slabem polčasu v slačilnico in z nogo nabije boks za drese in galami. Kako sodelujete? Mislim, to v teh 10 letih tega ni bilo. Tako da upam, da tudi ne bo, ker se mi zdi, da v prvi... Bili so rezultati, zdaj niso Ja, se pravim, zdaj v prvi ligi bomo videli. Mislim, da imamo pač res nek odkrit odnos, da pač tudi glede igralcev pač on nekatere predstavi, kako jih on vidi. Doskrat v prvi fazi sem jaz malo rezerviran, ker doskrat se pogovarjajo, da zdaj, ko mi igramo, in so te igralci na nasprotni strani, izgledajo tako slabo, če sem lahko tako izrazim, ker pač imamo mogoče res tak malo specifičen fuzbal z tega vidika, ker mogoče nismo toliko direktni, imamo to neki žogo, ki skozi neki meljamo in pol te igralci nasprotnih ekip izgledajo res ne za tisto, kar si mi želimo. Pol po kakšni urni debati, ki imava, pač pride nekako do tega, da mogoče pa to, če ga mi damo v svoj sistem, pa če ga mi upeljamo, da tiste par stvari, ki se nam zdijo zanimive, se pač pol odločva ja ali pa ne. Je pa to tako, da se pravim, je to debata na dnevnem nivoju, informacije prve lige, druge lige, tretje lige, tuji igralci, tako da nekako pač pol zožamo ta izbor, ampak se pravim, mislim, da na koncu pač ti ne ve, na kakšen način oziroma kakšen profil je meni všeč, tako da ker zadane, bom rekel, ni to, da je zdaj neka ekstremna odstopanja, da bi on zdaj pripeljal nekoga, ki ne more trikrat požonglirati, ampak reče, pa ima pa 195, ampak tam ti bo zabil to. Pač v teh 10 letih so nekako malo to mejo, kaj, kako, zakaj. Je pa res, da so z teh 10 let tudi doskrat skregala, ne zdaj na smrt, ampak tako pač, da prije kdaj malo kontramnenja, kar se mi pa zdi, da je to siguran, more biti v nekem odnosu. Veš, kaj me zanima, a ti nekdaj meša svoji dve karieri, v smislu, da, ne vem, komentira tekmo Premier lige in ga navduši Brighton v zadnji napadalni tretjini in reče, Goran, tukaj veš, Brighton v zadnji tretjini pa se močni pride gor, vezni gre noter, a se mu kdaj meša ideje, ki se mu porodi oziroma ki jih vidi, ki jih komentira,
potem prenaša tudi na neke ideje. Ma ne predebatirava, sigurno, če kakšno stvar on vidi, kako pa kaj pa na kakšen način, tako kot je bilo zdaj za ta PSG, ki ima nek specifičen avt ali pa gol avt ali pa karkoli. Kick-off, ki nabije v avt. Kakšno prekinitev, kdaj je sigurno, ker se pravim, mislim, da na vse to dela boljše. Ni zdaj, da bi prišel preko, da je ta mora igrati, to sigurno ne, ampak sigurno je pa zanimivo, se pravim, res lahko povem neko zgodbo, ki je pač tudi takrat, kad ti ne prišel, smo mi prvi v 15 prvič šli igrati s 3 zadnji, ker so, ne vem, cela Slovenija od v 15 do članov je bil ta nek model 4-2-3-1 ali pa 4-3-3. Pa se to spet nima veze, ampak mi smo rekli, gremo 3, ker takrat je bila neka, jaz sem rekel, da je bil takrat v Aksu Ten Hag, 4 resna detalca, ki so bili De Ligt, De Jong, Van de Beek, pa ne vem, kdo je bil četrti še, ampak ker so takrat oni prišli v finale, ali so pa v finalu zgubili v zadnjih sekundah to. Tadić, Antoni, Ziyech, zelo dobra generacija. Tako da takrat smo nekako pač, jaz sem, malo se smešno slišim, ampak in tako smo pelali tudi to zgodbo s temi 3 zadnji, razne variante izpeljal, delali, da se je to zdaj ukoreninilo, pač zakorenilo v tem našem klubu, v tem modelu, tako da z tega vidika tudi ko jaz mogoče kdaj zdaj rečem, da bi, mogoče pa kdaj mogel zdaj 4 pa reče, dajmo ostati mi v svojem modelu, mi smo specifični, mi to. In potem bom rekel, če bi šel kdaj po svoj mal ven iz teh ternic, me ona štela, da je to prava pot, ker tako smo prišli do tega. In je pa sigurno, mu je samo tudi doskrat rekel, da če je karkoli ti povele od desno, se pravim, kar on sliši na teh podcastih, premier ligaških pa drugih, pa kakšno stvar mi pove, jaz to kdaj v garderobi vržem igralcem. Tako da je to, se pravim, vsekako je to vse povezano. Super tandem. Tine, iz tvoje strani je bilo z Goranom kdaj težko, oziroma vsak dan. Če sem prav zasledil, to je zdaj že katero leto na poziciji članskega trenerja? Šesto sezono. 5 let, šesto sezono. Ta je bila 5. To je zelo redko v sedanjem svetu nogometa. Mislim, da samo Arteta je malce več v Premier Ligi od Gorana Markovića. Kdaj ti je bilo težko, oziroma kdaj si bil razdvojen? Še zmeraj trust the process, tako kot v Arsenalu, ali je čas za neke spremembe? Kako si to funkcijo doživljal v odnosu do glavnega trenerja? Pa jaz bi rekel, da je celo obratno, da moram jaz večkrat njega prepričevati, da ustrajamo, kot da bi imel jaz neke pomisleke. Mi dejansko, videl sem imela že prej zgodovino tega, kako so to nogometno šolo postavila, pa te različne ekipe, ampak če govorimo samo specifično o teh 5 sezonah članskega moštva, z izjemo prve polovice sezone, ko smo bili v drugi ligi, noben normalen niti ne bi imel nobenih dvomov, glede na to, da smo mi praktično, to, kaj je Goran rekel prej, vsako leto izboljševali rezultat. Se pravi, v bistvu prvo sezono, ko se je vrnil na klop članov, ker je tudi že v preteklosti v nekih obdobjih jih vodil, smo zmagali 3. ligo, smo šli v drugo, prvo polovico sezone smo dejansko hoteli zaupati tem fantom, ki so 3. ligo zmagali, dati priložnost, pa je bilo tle kar precej mučenja, smo se v tisti pol sezone veliko naučili, kar nam je tudi mogoče neka šola za to, kar nas zdaj čaka. In od takrat, praktično odkar smo tistega 1. januarja, oziroma prvi zimski prestopni rok, odkar smo bili v drugi ligi začeli zadevo sestavljati vendarle na malo višjih tudi finančnih obratih, smo dejansko izboljševali svoj rezultat vsako sezono, non-stop menjali ekipo, ker pač drugače ne gre, ker je ta druga liga neka prehodna liga. In načeloma nismo imeli niti nikakršnega razloga, da bi mi imeli pomisleke, da nismo na pravi poti. Tudi bom rekel, da je klub mogoče malo bolj specifično zastavljen, tudi Goran je še do sezono 2 nazaj opravljal tudi funkcijo vodja mladinskega pogona, ker smo imeli te zadeve zelo povezane, seveda to pol rata prevelika obremenitev, tako da mi nismo gledali te zgodbe mogoče
kot bi jo gledal nek običajen, normalen klub, mogoče grdo rečen na nek način, ampak je drugačen. Jaz mislim, da tudi tisto, kar si prej rekel, neke upadanja v slačilnico, sedenje na klopi, to ni moje mesto, ne, jaz pa nimam tam kaj delati. Jaz mislim, da pač trenerji imajo z igralci nek svoj osebni prostor, kamor res ne sodam. Jaz imam tudi z igralci mogoče malo drugačen odnos v nekih stvareh, sicer zelo pristan, ampak tudi nisem toliko prisoten kot oni dejansko na neki dnevni bazi in jaz mislim, da je to prav. Jaz pač se ne vmešavam v niti dnevno, tedensko delo ali v smislu tega, kdo igra, kdo ne igra. Seveda, veliko se mi da pogovarja o teh stvareh, dostikrat me tudi on kaj vpraša, kaj jaz mislim, ampak v končni fazi je vedno odločitev mora biti Goranova, ker je pač tudi prav, da je tako. In jaz mislim, da to medsebojno zaupanje je najbolj pomembno. Je pa res, da to medsebojno zaupanje moraš zgraditi na nečem. Ne? In mi, da sva ga zgradila, tako kot je že on rekel, praktično samega začetka, ko sva se nekako na neki človeški ravni začutila, do tega, da potem tudi, ko potrjuje to, kar delaš, neka ta tvoja predvidevanja glede in rezultatov in predvsem tega, kako se igralci razvijajo, je pol pač veliko lažji, da tudi, če pride kakšno slabše obdobje, da nimaš pač v bistvu ti je zadnja misel to, da bomo mi zdaj nekaj menjali, ampak nam je misel, kako bomo zdaj to spremenili pa popravili, da bomo pač boljši. Ne? Goran, se pravi, ko gledamo zdaj Brinje, prva ekipa v članskem moštvu, mladinska in kadetska v vrhu prve slovenske kadetske in mladinske lige, infrastruktura na zavidljivi ravni. Se pravi, kaj je sedaj še tu, poleg budžeta, sredstev seveda, tisto, kar Brinju manjka za biti konsistenten v naslednjih nekaj letih v prvi ligi? Kaj je stranka? Vse, mislim. Se pravi, mi smo, kar je Tine že prej omenil, ne, jaz sem še lani imel ekipo U13, pa bil članski trener. Ne. To po lastni želji, da ne bo pomote. Ja, pač, ker smo, tak je bil klub, ker mi smo se pravi tako zgradili, ne, mislim, da imamo največje težave zdaj, kako klub malenkost bolj profesionalizirati. Ne. Da je zdaj treba znotraj kluba ne pripeljati še 3, 4, 5 ljudi mogoče v pisarno, ne, ki mogoče PR-ovsko zgodbo okrepiti, da pač mogoče zdaj smo mi res na tej neki družinski oziroma na prijateljski osnovi pripeljali do nečesa, ne, ampak spravim, da prva liga je pa vseeno, prva liga je to pač elitno tekmovanje v Sloveniji in da tukaj se pač moramo znati vsi obnašati na ta način, kar pa mogoče ne vem, če smo pripravljeni oziroma če imamo vsi v glavi to, kaj to pomeni, da ker moramo vedeti, da mi imamo ekstremne težave, mogoče tako, ok, člani trenirajo dopoldne, ampak imamo težave z garderobami, ne. Če člani kdaj naredimo popoldanski trening, je to prepletanje 300 otrok s prvo ekipo, kar je super, ne, ampak po drugi strani pa rabijo merne. Sigurno se bomo mogli ljudje zavedati, da zdaj najverjetneje ne bomo kar zmagovali 2, 3, 4, 5, 6, pa da bo kakšno slabše obdobje, ne. Mislim, odvisno kako bo športni direktor seveda oddelal ta prestopni rok, ne. Brez pritiska. To bomo videli, ne, ampak mislim predvsem, da vsi te ljudje v klubu, ne, da bodo mogli v glavi narediti kar dodaten premik v glavi, ne, da zdaj je bil nek nivo, da zdaj bo pa treba iti na malenkost višji nivo, pač se pravi tudi v razmišljanju. Tine, ki reče Goran, višji nivo, prvoligaški nivo, kaj to v formiranju samega proračuna pomeni napram začetku lanske sezone? Pa zihar vsaj enkrat več, ne. Že zmajuje slavo. Če boste vprašali naše vodstvo, verjetno ni čist isti pogled. Mi zdaj že v drugi ligi nismo imeli, bom rekel, top 5-7 budžeta, ne. Mi smo dejansko vse naredili
na delu, na strukturi, na mogoče nekem drugačnem obnašanju. V končni fazi, to, kar je Goran Likar omenil, mi že praktično smo od prve polovice sezone druge lige začeli trenirati dopoldne, se pravi treniramo kot profesionalna ekipa in ogromno je nekih takih stvari v ozadju, ki ljudje pač ne vejo, ne razumejo, ne poznajo, zakaj je nam ta preboj dejansko uspel. To se ni neka stvar, ki se nikakor ni zgodila čez noč, ampak da smo mi v bistvu to gradili, nalagali in tudi mogoče širili neko zunanjo podobo kluba, ker pol vedno lažje pritegneš tudi vedno bolj zanimive igralce. In prej smo na nek način malo čarali, zdaj te pa seveda udar neka povsem drugačna realnost, ker tle smo lahko mi mogoče to, da smo jim boljš trenirali in taktično smo na čist nekem drugem nivoju, mogoče kot ekipe v drugi ligi, smo lahko tudi s cenejšo ekipo, ki smo znali sestaviti po nekih teh parametrih, ker smo se prej pogovarjala, lahko v bistvu premagovali te ekipe, ki so vlagale bistveno več. V prvi ligi je pa ta razpon takšen, ti veš, razlika med igralcem za jurja, pa igralcem za 5 jurjev, pa igralcem za 10 jurjev, to so nivoji, ki jih težko skriješ na ta način, ker smo mi zdaj mogoče neke stvari skrivali. Tako da v bistvu to zahteva na nek način seveda bistveno povišanje vlaganje v ekipo in seveda zahteva tudi to, da imamo mi bistveno više kriterije, kaj pač pomeni biti prvoligaški igralec. In to so kriteriji, ki se najprej zadevajo naše aktualne ekipe, kako bomo pač znotraj nje se s temi stvarmi spopadali in seveda s tem, kar boš dodajal v prihodnje. Tako da je izzivov ogromno, časa praktično nič. In tako, kot si prej rekel, mi smo 100 nekih stvari prehiteli s temi športnimi uspehi in zdaj smo prišli do tega nivoja, da pa ti noben ne bo pustil, da boš tudi za trenutek obstal na mestu. Se pravi, moraš biti non-stop po gibanju in probati zdaj to zadevo nekako sestaviti tako, da boš tudi v prvi ligi deloval konkurenčno in da boš pač še vedno bil neka sredina, ki bo imela neko svojo specifiko in bo mogoče zanimiva tudi za malo bolj specifično klientelo, če govorimo o igralcih. Goran, kakšni so klubski kriteriji za prvoligaškega igralca, to, kar je Tina rekel, kakšne kriterije morajo izpolnjevati? Jaz mislim, da v prvi fazi mogoče, da morajo biti igralci malo lačni, malo željni, da imajo neko ambicijo. To je prva stvar. Druga stvar je sigurno, ker zdaj če po teh parametrih je poleg tega pač hitrost pa tek pa to ne, jaz vedno rečem Tinetu, da igralci malo razumejo fuzbal, da vejo, zakaj to počnejo, da je zdaj nogometna inteligenca, da pač on razume, zakaj gre krilo med prostor, pa bej gor, pa da razume, zakaj napadalec šterkrat odpre stransko globino, delaš prostor za nekoga, da nisi dal žoge, tako, kar je mogoče to najtežji profil tazga igralca dobiti, in se pravi, mi smo tudi tej sezoni, in mogoče bom izpostavil pač Nikolo, Jovčiča, da v prvi ligi mogoče te stvari ni izvajal, ki jih zdaj izvaja, in je mogoče zdaj ratu kar zanimiv igralec, da je 17 golov, pa ne vem koliko 10 asistenc, pa naš stil igre je mogoče njemu malo prilagojen, ampak ni njemu prilagojen, da pač stoji, pa da mu nekaterih stvari ni treba delati, ampak problem je, da on prihaja do žoge, da vse mora veliko teči, vse je veliko gibanja brez žoge, pač prilagojen je tako, da v zadnji tretjini pač lahko vzame žogo in narediš kakšne stvari, ki to ima glede na ostale fante. Tako da to je siguran, vsaj zame kot trenerja, tak zelo pomemben segment. Detajl. Kako zadržati Jovičevića? Z Jovičevićem imamo pogodbo sklenjeno še za naslednjo sezono, tako da zaenkrat, kar se tega tiče, imamo pač nek osnovni pogovor, kar smo ga imeli, da če se uvrstimo v prvo ligo, da je smiselno za vse, da pač igra naprej, še za brinje. Na drugi strani je seveda trg tak, da se lahko hitro kaj zgodi, pa
jasno mora klub gledati tudi na te stvari, da lahko kaj zasluži. Razvoj fanta je šel eksplozivno gor že v tej sezoni, v bistvu pa na podlagi tega, da je bil on že v preteklosti pol leta oziroma par mesecev pri nas kot posojen igralec in je tudi videl, zakaj je smiselno, da je tle, ne? Ker pač delamo drugače, delamo več in tudi razumemo na nek način take igralce, da mogoče Goran reče za njega, on mogoče neke stvari ne more izvajati tako kot neki drugi, ampak gre do konca, ne? On res da vse od sebe, ne? In tako na nek način Guardiola tudi razlagal za Šerkija pa za neke druge igralce, da ta ti ne bo nikoli delal pressinga tako kot nekdo drug, ampak ima neke druge kvalitete, se pravi, ti mu moraš najti neko mesto pod soncem in on je pač v tej vlogi, ki smo mu mi namenili, se zelo najdu, pokazal neverjetno neko željo, inteligenco, karakterno, fant krasen in mu je na nek način se to vse vrnil, da je lahko zdaj pač v neki, že ne več toliko mladosti, on je star 23 let, dosegel nek ta nivo, ki je lahko zanimiv igralcu za kaj več kot za to, da ima neke obrobne vloge po prvi ligi in jaz mislim, da v bistvu, če bomo mi lahko na nek način še toliko več procentov izvlekli iz njega tudi na prvoligaškem nivoju, se mu lahko odprejo pa tudi še neke v tem trenutku nepredvidene stvari, ne. Mislim, kaj jaz bi tukaj samo to omenil, ne, da vsem mislim, da mi veliko večino teh fantov, ki pridejo, pa če nam zaupajo, da jih izboljšamo, ne. Ker konec koncev ne, se je bil pri nas ta Stojakovič, ne. Pa je bil Štorman, pa zdaj je Žalar, ki igra prvo ligo, ne, ki v eni fazi niso bili sposobni igrati prve lige, čeprav, ok, zdaj bom rekel res specifičen primer za tega Štormana, ki je prišel ti preko, ta tam lahko teče, lahko napada drugi plan, ima dober šut, ima to. Jaz, ko sem ga na 2 tekmah mladinske lige gledal, ne vem, da je bila prenos je bil, Šport klub, ki so začeli ta Next Generation League, to Domžale, Radomlje, tako 7-3. Kako bi on lahko zdaj pri nas igral, ampak ok, in pride in prvi mesec težava z fazo branjenja, ne. To so bili fantje sposobni igrati samo za žogo v nogah, ne. In po pol sezone, ki vem, ki je prišel, ki je pri nas oddelal, se zahvalil vse, da mu je bilo top. Vem, ki je prišel na pripravo Radomlje, je bil Luka Žinko, pomočnik. Trener rekel, ta Štorman je pa. In nam je bila to potrditev, ne, da je nekaj, ne, pa je bil ta Aleks Stojakovič na isti način, ki vem, da sem jaz rekel, Tino, jaz mislim, da je on lahko napadalec, ne, da ima to konstitucijo, lahko igra to. Prej bil vezni namreč. Prej bil vezni, ne, pa ta skozi borba s tam malim, ma ne, pa je žoga, pa to ne. Ok, zdaj se je tako poklopil, da 2 let kasneje je pač napadalec v Lokomotivi, ne. Žan igra redno v Radomljah je igral, ne, zdaj pa so bili kle, se pravim, lampi s kolene, ki je hotel vmes kar nehati fuzbal, pa je prišel, smo ga mi potegnili nazaj, dali mu neko tako vlogo, malo svobode, še vsem po letu pa pol, ne, je naredil iskorak, je zdaj igral v drugi avstrijski ligi, celo nekaj ima opcije za prvo ligo, tako da s tem, da se pravim, zdaj v Nafti so 3 naši igralci, ki so pri nas, si bom rekel, naredili mene, ki so prišli iz nikjer, ne, ampak zato jaz mislim, da ta nek naš model, to, kar mi zahtevamo teh igralcev, ki vidimo, da lahko, pa samo jih je treba poterati do tistih njihovih sposobnosti, da ga res lahko izboljšamo, ne. In mislim, da nam je to z Nikolo ratalo, s Kevinom Benkičem, ne, ker vem, da v štartu je on bil, sem rekel, noro. Mislim, tako je za mladince igral kot prvo leto član, ne. Pa smo rekli, nič, imamo en našega 0,6 Tomšič ali pa 0,5 in ga bomo sforsirali, ne, in smo imeli težave z fazo branjenja, razumevanjem igre, ne. Čez pol leta po tista Maribor je bilo pa kar opcija neki Maribor, ker se je začeli tujina razlagati. Zdaj eno sezono, ok, jaz mislim, da je to še vsem, če bi mi bili 10, ne, te fantje ne bi bili zanimivi, najverjetneje, pač ker to nažalost je tako v slovenskem fuzbalu, pač ne glede lahko imaš vse parametre, ampak se pravim, ker recimo Kevin ima brutalne parametre v primerjavi s prvo slovensko ligo, te hitrosti, ponavljanje in tako naprej, no, tako da. Pa če take najdeš profile in če se, jaz vedno rečem, ne, če ti najdeš igralca, ki te neke kriterije izpolnjuje, oziroma ima teh par osnovnih stvari, ki jih prvotno gledamo,
seveda so potle v zadju še druge stvari, ne, to je malo simplificiran. Potem on lahko, tako kot je Goran rekel, v našem modelu, če je pravi, če odreagira, lahko napreduje. Ne. Imamo pa seveda tudi pač fante, ki pridejo, pa se s tem ne znajo spopasti, pa ne morejo. Ne. Ampak in pol si seveda rečeš, zdaj, če bi lahko dobivamo še igralce višjega nivoja, znotraj našega modela, lahko še in oni seveda bistveno bolj zgledajo in jasno tudi ti kot ekipa lahko z boljšimi igralci seveda zgledaš še boljš. Ne. Tako da to imamo zdaj željo na ta način, da bi to še nadgrajevali. Goran, s Tinetom sva se velikokrat pogovarjala o tej sentimentalnosti trenerjev do svojih igralcev. Se pravi, v tvojem primeru se hočeš nočeš navežeš na te igralce, ki so s teboj gradili, ustvarjali neko pravljico, ki so pripeljali klub do tukaj, kjer je danes. Ampak nekje se potem vedno naredi ta ločnica, se pravi, nekateri so svoj limit že dosegli, potreba bo tukaj prevetritev. Kako ti kot trener doživljaš to in kako se boš spopadal s to neko prevetritvijo, ki je nujna iz prehoda iz druge v prvo ligo? Sem imel do zdaj take izkušnje, da vedno te fante, ki smo mi hoteli zadržati, so šli, ne. Je bil ta način. Drugačen problem. Tako je, da zdaj, jaz mislim, ok, Klavn mogoče izpostavil prihod Želeta Filipoviča v štab, ne, ker vsaj v debati z njim, ne, on odpira mogoče druge oči, pač debata, kako je na unem top nivoju, ne. In da v enem trenutku, ko, ok, nekaj tam je, ok, višji denar pa to, ampak ti, kaj greš, kad dviguješ te nivoje, kad dviguješ te standarde, da je to normalno, da ker so ti pomagali, pač ne morejo več slediti, ne. Oziroma ti kot trener, oziroma mi kot klub, ne, lahko začnemo stagnirati, ne. In potem se vedno jaz to spomnim, da ta tretja liga, druga liga, ne. Ker smo mi dejansko ponudili tem fantom našim, vsem, ki so si to izborili, ne, da gremo v drugo ligo in dejansko pridejo te pol sezone, ne. Mi smo solidno zgledali, ampak smo se res, jaz kot trener pravim, na igrišču mučali, ne. Za te fante je bil ta preskok brutalen, ne. In pa smo pa mi pripravili samo par 4-5 igralcev in so tudi nekateri tisti, ki pač so prej se mučali, so bili pač boljši, ne. Zato, ker so te bolj kvalitetni, ki so prišli, ne, so pomagali njim, ne. Kle v prvi ligi se mi pa zdi, da predvsem to mi pozabljamo, ok, ena tekma je Maribor, ne. Sam pol si ti po Mariboru imel, da ne bom zdaj žalil, Bilje, ne. Ti si imel po Olimpiji, je prišla ekipa Slovana, ne, ki si ti lahko bil na 50, 60, 70%, pa si imel neko kvaliteto, pa model pa si spelo, ne. Do prvi ligi pa mi zdi, da je to veliko težje ponavljati iz tedna v teden, ne. In moram reči, da mi je kar težko, no. Ker bo zdaj mogel tem enim fantom reči, ker so se v petek ali pa soboto še veselili, ne, in bili presrečni in ker razlagajo, da se kle res dobro počuti, ker res bom tako rekel, ne, da še vseeno od vseh prihodov teh fantov, ki pridejo 90% igralcev, ne, ne rečejo slabe besede čez brinje, ne. Vedno se najde kakšen kaj, ampak tudi tisti, ki se mi zahvalimo, ki grejo v druge klube, jaz še nisem slišal, da bi kdorkoli rekel karkoli slabega čez naš klub, no. Saj tudi ti, kot športni direktor, boš imel tle težko delo to skomunicirati na tak način, ampak Goran je omenil Željka Filipoviča, on je to na nek način doživel v Mariboru. Podobna situacija, se pravi tudi te fantje, ki so priigrali 2 ligi prvakov, Handanović, Šuler, Mertelj, Željko Filipovič, Tavares, se pravi, kdaj je tisti pravi timing, se pravi, normalno, da si navezan na te fante, ki so ti toliko dali, tebi kot trenerju, kot direktorju, kot vsem tem, potem pa pride neka točka, ko moraš reči, hvala lepa, srečno. Ja, to so najtežje stvari, ne, seveda. Moraš dobiti nekako malo trdo kožo glede tega, če se dlje s tem ukvarjaš.
prideš do tega, da je pač najbolj biti iskren, ne, v nekih situacijah. Težko je mogoče tudi na nek način zato, ker mi zelo veliko damo na to, da preverjamo tudi zadnje igralca karakterno, se pogovarjamo z ljudmi, ki so, preden ga pripeljemo, ki so delali z njim, ki so igrali z njim ali karkoli, da imaš ti res neko kompletno sliko, tudi kako se ti on vklopil v neko tvojo slačilnico, kjer je pri nas pač zadeva res, kar se tiče štimunga in povezanosti igralcev na neverjetno visokem nivoju in toliko zato, ker smo glede teh stvari res ekstra previdni. In jasno, potem, ko priješ do tega, da moraš to take neke zlate fante dajati stran, je to vedno zoprno. To je pač dejansko neka stvar, s katero se na nek način soočaš vsako leto, ampak tako, kot je rekel Goran, gre pa tudi v obratno smer. Ne. Fantje, ki si bil ti nekako navezan na njih, oni nate dobijo neko boljšo opcijo, tudi tebe razočarajo na nek način, takih primerov je bilo pač veliko v preteklosti in na nek način moraš to sprejeti kot del igre, brez tega niti ne gre. Po drugi strani je tudi tako, da ti lahko tudi nekoga zadržiš malo na stare usluge, pa kot rečemo lepe oči, pa na koncu itak čez pol leta ne bo zadovoljen, če ne bo igral in mu na nek način tudi ne delaš nobene usluge. Ne. Tako da ziher so to težke zadeve, te fantje doživljaš kar kot nekako na pol svoje otroke, ker pač nekih, zdaj smo že toliko starejši, toliko nekih stvari preživiš z njimi in ti res prejastejo k srcu, ne, ampak vse se enkrat konča. Goran, jaz se v teh nogometnih krogih veliko pogovarjam tudi o Brinju zaradi mojega prijatelja Tineta Zupana, ki prihajajo s takšnimi in drugačnimi idejami, predlogi in videnji do mene in to komentirajo in komunicirajo. In v zadnjih časih je eden izmed številnih tez je to, da pa se Brinje ne bo imelo težav v prvi slovenski ligi, ker ima itak Aleksandra Čeferina zadaj. Kaj naj jaz zdaj rečem? Jaz rečem, ne vem, če je to glih tako, evo, iz informacije iz prve roke. Pač, da je Grosupeljčan, ki pač ga ne vidimo. Jaz se pravim, ne vem, pa sem jaz tudi Grosupeljčan, pa če sem ga dvakrat videl v Grosuplju, ne, tako, kjerkoli, da je mogoče naparka ta avto, ki pač veš, da je on, ampak se pravim, ne vem, če je to dobro, da povem, ampak sigurno bi si mi želeli kakšno pomoč od njega, ne, ker konc koncev je on, je to njegov klub, ne, pač ok, klub iz njegovega okolja, ne, ki mu je ratal nekaj nerealnega, ne, in jaz moram reči, da sem bil kar mal razočaran, pa tako, mislim razočaran, ja, presenečen, da recimo ni bilo na finalu pokala, ne, v Celju, ne. Se mi zdi, da je to neka taka tekma, ker ne veš, kdaj se bo to še zgodilo, ne, ampak recimo en tak človek, ki je na tej funkciji, ne, zdaj, zakaj se to zgodilo, mogoče pa on misli, da bi takoj začel kaj povezovati, pa da je spet kaj to klasično, kaj naštimam pa to, ampak se pravim, on to je, bi si pa sigurno mi želeli vsi, da nas pride kdaj pogledati, oziroma da pridemo na tekmo prve lige, ne, in trenutno pa, kakor imam jaz informacijo, kakor vem, ne, ni pa to zdaj nekaj, da smo mi zaradi njega zdaj v prvi ligi, pa da nam je on tako pomagal, ki je v ozadju, pa to predvsem to mislim, no, tako da to je to, kar jaz vem, no. Tine, ko smo se prej pogovarjali o tem formiranju proračuna, sedaj kot prvoligaš, kolikšen pomen bo v letošnji sezoni za Brinje imel uspeh Celja v Evropi, kar se tiče financ, tudi za Brinje? Ogromen, ne, se lih prej bi Goran rekel, valjda ne bodo zdaj prvo sezono za J, ne, ko mi gor pridemo. Tako da ogromen seveda, saj vemo, da je Ivica Goberac enkrat genialno rekel, da je nogometni klub Celje največji sponzor nogometnega kluba Koper, ne, in mislim, da je nogometni klub Celje lahko največji sponzor v bistvu vseh slovenskih prvoligašev, skoraj z izjemo mogoče še nekaterih drugih, ki imajo neko Govorimo iz vidika uspešnosti v evropskih tekmovanjih. Ki ti prinese denar, seveda, ne, seveda. Je pa res, da tudi mi na drugi strani, seveda,
lahko najdemo neko vlogo znotraj te slovenske prehranjevalne verige, da pač lahko mogoče tu ustvarimo kakšne igralce za klube, kot so Celje, Olimpija, Maribor, ki lahko malo več plačajo v tem slovenskem nogometnem prostoru, ker vemo, da pač razvijati te mlade Slovence za velike slovenske klube je Sizifovo delo, ne. In mi pa mogoče vendarle malo več manevrskega prostora tle, da se s kakšnim fantom ukvarjamo, pa ga pripeljemo do tega nivoja, da je lahko prvoligaški igralec in potem lahko naredi tudi preko recimo še nekega dodatnega igranja v Sloveniji za nek večji klub, nek korak naprej, tako da to je vse nek del modela, nekaj, kar seveda dobiš prek teh sredstev, kar je, mislim, da v primerjavi s preteklostjo zdaj res urejen na tem nivoju, da se klubi lahko dobro financirajo iz tega. In zato smo mi tudi skozi govorili, da si v to prvo ligo želimo tudi na nek način, ker je to nadaljevanje nekega poslovnega načrta, ker ti iskren, če si iz druge lige ne moreš prodati igralca praktično. Prvi lig je to ratalo v zadnjih letih bistveno lažje. In pa seveda poleg tega so tle tudi televizijske pravice in tako naprej, tako da je zdaj prva liga dejansko potem, ko so se ta sredstva začela drugače deliti, kar je Goran že prej omenil, je postala edina komercialna liga v Sloveniji, ne. In v njej dejansko lahko klub na nek način peleš kot neko podjetje, če si pa seveda pameten znotraj tega, mi smo pa vedno bili taki, da kar imamo, to zapravimo, ne. Se pravi, jaz sem že stokrat rekel, da plača v Brinju nikoli ne zamuja za en dan, mogoče je v nekih primerih je pri igralcih manjša, ampak vedno dobijo na dan vse, kar so dogovorjeni in pač tega se bomo držali tudi naprej. Mi se nekih teh slabih zgodb, kot smo jih videli v zadnjih letih v slovenski prvi ligi, ne gremo, ne. Tako da raj manj pa redno, kot pa ne. In zdaj s temi sredstvi, ki jih na ta način lahko vrtiš, brez tega dejansko mi prve lige se ne moramo iti, ne. Nas prva liga financira sama, da v njej igramo. Če bo Celje prišel v Ligo prvakov, to je pa pol puf. Glih to me zanima, se pravi, ajde, Liga prvakov, ok, ampak recimo hipotetično Celje se uvrsti v Evropsko ligo. Kolikšen procent nekega letnega budžeta za kakšna sredstva dobi Brinje v tem primeru in kdaj, ker ta sredstva seveda ne pride takoj, oktober, november, kako je s tem? Zdaj, mi imamo informacijo, da v lanski sezoni so prvoligaši vse skupaj dobili okoli 700 000 evrov iz vseh teh stvari, kar smo se pogovarjali. Dobiš pa ta denar nekje novembra, če se jaz ne motim, se pravi, mi v bistvu so zdaj v tej situaciji, da moramo prvega pol leta preživeti, pa načeloma imamo drugega pol leta. Če se v krizi lahko prej črpaš. Ja, lahko zaprosiš, to dela, ampak načeloma je pol. Govorimo o 700 000 za deseterico klubov. Vsak, ja. Razen ta dva, ki igrate v Evropi, imate tako svojo nagrado. Ostalih 7-8 se razdeli teh 700 000. Neki se deli, mislim, na drugačno dokončno vrstitev. Vsak dobi 700 000. Tako je bilo v lanski sezoni, pač odvisno je od uspešnosti v evropskih pokalih, ampak če se vrstijo pa recimo v Ligo prvakov, ne pa to krat dva, ne. Tako da Celje... Na podlagi tega meni, da se hrvaški klubi so naredili bom, nekaj Dinamo financiral, ki so dobili milijon. Vsi ne. Se pravi, potem takem, če bo Brinje igralo konec avgusta tekmo s Celjem za vikend, ki bodo v sredo imeli play-off za Ligo prvakov, bo tvoja navodila samo pusti jih, samo pomikaj se nazaj, da ne boste koga klofnali, da se ne bo kdo poškodoval. Mislim, da lahko oni naredijo drugo ekipo, pa bomo mi tanka bobo. Ja, mislim, je pa tako, da pač so vsi klubi, sem to po moje, ok, se to zdaj razlagajo, ne, ampak smo res odvisni na koncu od tega denarja od Evrope. No. In, se pravi, jaz če samo rečem, kaj je bilo pod prečko pred pokalom, ne, kaj je gospod Kozmer rekel, da se zmagovalec dobi 850 000 evrov. Ne. Ja, to je bilo 3 dni, kamorkoli si prišel, si slišal. A valjda neki so stroški, pa to, ampak 4 evropske tekme, to je še $500,000 zraven. Na koncu je pa tako, ne, se je Hull City ali Hull City ali kakorkoli igral pa za 250 milijonov tekmo, ne. Ljubno še ekvivalent tega. Ja, mi smo igrali pa pač za 850 evrov, pa nam ni ratal. Ja, zdaj ta Evropa bi tako, kot je rekel Goran, ti prinese 800 000 evrov, porazu pokalov pa nagrado 20 000 evrov. Ne. Tako da mi smo iz tega padali na to. Ne. Ampak dobro.
Goran, na kaj mora biti Brinje v sezoni, ki prihaja, pozorni, da bodo šli po stopinjah nekaterih predhodnih drugoligašev, ki so postali uspešni prvoligaši, se pravi Aluminij, Bravo, Radomlje, in kje so tu te nevarnosti, da bo, Tine se rad izrazi, jojo klub, da bodo nihanje med prvo pa drugo ligo? Kje so največji izzivi? Ok, se pravi, izziv je več, nekaj je ta infrastrukturni izziv, ki bo pač to predsednik z upravnim odborom to rešil, nekaj je pač ta finančni izziv, mislim, da bo naša finančna direktorica poskrbela tako, da nas ne bo strah, čeprav smo zdaj malo v skipingu. Zdaj glede ekipe oziroma zdaj glede samega igrišča, jaz pa mislim, da je ključno, da na začetek priprav sigurno že pridobimo kakšnega igralca, da vemo, kakšna je naša tendenca, kaj si mi želimo, pa predvsem to, da se mogoče ne zaletavamo takoj, da bomo zdaj pa pripeljali 10 novih, pa mislili, da bomo nekaj naredili, ampak se mi zdi, da glede na vse te izkušnje, ki jih imamo, da moramo biti res premišljeni, pa ker včasih, se pravim, jaz mislim, da se 1.9. je konc prestopnega roka, ampak da so v tem trenutku mogoče nekateri naši igralci mogoče bolj primerni za prvo ligo, kakor nekoga, ki ti pripeleš, ker on ve, kaj mi zahtevamo, na kakšen način zahtevamo, ker radi bi bili, se pravim, neka popestritev, neko osvežitev te prve lige na ta specifičen slog fuzbala. Nekako poskušali bomo igrati, da bi poskušali igrati z vsemi, ne da bomo zdaj se samo obranili, pa to, čeprav vsak reče, da je najprej dubte 20 pik, pa začnite igrati fuzbal, Zdaj, a je to razvojno, ni razvojno, pač, se pravim, je in ni, po moje ni. Tako da... Se pravi, lahko pričakujemo Brinje v začetku nove sezone, da boste ostali v svojih smernicah in da bo razvoj primarnejši od samega rezultata. Ali je to prevelika ekskluziva? Zdaj ne, je to provokativno vprašanje, ali tako, ampak ja, mislim, nam je cilj sigurno razvijati te fante, da so boljše, sigurno si bomo pa želeli tekmovati, ampak jaz še vseeno mislim, da bomo mi nekaj novega, tako Bravo je na svoj način bil nov, na ta tranzicijski nogomet, pa mislim, da bomo mi to, kar smo pokazali na momente tudi proti Mariboru in Olimpiji in Radomlju, lahko tudi v finalu proti Aluminiju, da nas bo dobro gledati. Zdaj sigurno, če nadgradimo z nekaterimi igralci, to mislim, da smo lahko celo hit lige. Pa ne, da smo zdaj neki, da smo prepotentni, pa to ne, ampak se mi zdi, da imamo tudi v štabu toliko znanja in kot smo športnega direktorja, ki je sposoben najdeti igralce, ki jih mogoče drugi ne vidijo, ne poznajo, ki imajo mogoče tudi neko kvaliteto vse do določenem trenažnem procesu, ki lahko pač splavajo, tako, kot smo zdaj, jaz pravim, da imamo mi 5 igralcev, ki jih prvoligaški klubi so jim zanimivi, ne, zakaj ne bi mogli mi še 3 take dodati, mogoče res kakšne mlade reprezentante, pa da vidimo kako, kaj se pa zavedam, da je pa težko, da je pač, da ima Tine pač težko delo, da je pač težko dobiti slovenskega igralca, Gospod sposoben športni direktor, težki tedni so pred vami. Težki dnevi so že za mano. V težkem obdobju si. Iskanje novih igralcev, prilagajanje na prvo slovensko ligo, pa svetovno prvenstvo, ki prihaja, še ena izmed tem iz mojih nogometnih krogov, ki je tudi zelo aktualna v zadnjem obdobju. Kako boš manevriral med
prvim obrazom angleške Premier lige na Areni Sport in športnim direktorjem v prvi slovenski ligi. Prosim, razloži nas, pomiri ali vznemiri gledalce in poslušalce. Jaz to na ta način nekako gledam kot na dva moja alter ega. Ne. Jaz moram reči, ko sem v klubu, ne razmišljam kot komentator, in ko sem tukaj v službi, ne razmišljam kot to, da delam pač v nekem drugem nogometnem segmentu, kot da sta to neka dva različna svetova, res. In znam to ločiti, znam to preklopiti, zdaj vedno starejši si, ne, tako da tudi v večnost ne gre v neki tok intenzivno življenje živeti. Načeloma jaz, če ne bi tega povezoval, mislim, da bi mi bilo dolgčas, ne, ker sem težko v nekem stanju brezdelja. Kot sem prej rekel, moraš biti malo deloholika na tem nivoju, da ti nič ni težko. Dejansko moji dnevi so taki, da niso podvrženi nekem resnem urniku, ampak jaz rad rečem, da jaz v bistvu skozi delam. Ne. Karkoli delam v smislu tega, da nekaj gledam, da se nekaj učim, da nekaj se pogovarjam, karkoli. Zelo redko se ta zadeva ustavi. Tako da na srečo bom zdaj ženo 2 vikenda pelil na morje, da imaš kredite za naprej. Mogoče kupim malo kredita, da preživim še mundial. Moraš pa v mestu znati odklopiti glavo, če se da, tako da zanimajo me tudi mogoče neke druge stvari v življenju, ki niso strogo vezane na nogomet, pa imam rad kakšne kulturne dogodke, muziko, levo, desno, kakšne take stvari, da malo mogoče preklopiš iz teh stvari, ker je to zdravo zate. Ampak tako, kot sem že prej rekel, ti se starejši, ko si naučiš mogoče malo bolj menedžerirati svoj čas, ne, in se znaš tudi v nekih stvarih odločiti, kaj je zdaj nujno, pa kaj ni nujno, da v tem istem trenutku narediš, ali pa 100 tekem pogledaš, ali pa karkoli. Zdaj, dokdaj na ta način je težko reči. Zaenkrat energijo še imam, mirno pa lahko rečem, da imam manj, kot sem imel par let nazaj. Ne. Tako da je treba v neki določeni fazi verjetno misliti tudi malo nase. Spravi, Tine Zupan bo v sezoni 26-27 prvi glas angleške Premier lige in športni direktor Brinja v prvi slovenski ligi. Zaenkrat se tako obeta. Najlepša hvala, Tine, najlepša hvala, Goran. Veliko sreče, uspeha v zgodovinski sezoni, ki prihaja za Brinje. Hvala.